Razstava Zemljastik, ki sem jo zasnovala skupaj z Mirjanom Švaglom, Anilom Podgornikom, Ambrožom Modrijanom in kuratorjem Janijem Pirnatom, se ukvarja nekako na prvi pogled s preprostim kroženjem snovi na našem planetu. Ukvarja se s planetarnim metabolizmom. In v ta planetarni metabolizem je človek vpet z dvema instalacijama v teh prostorih. Eden je vdih, oziroma inspiri, ki stoji tukaj zraven mene, in drugi je ekspiri, oziroma izdih, ki je v drugem prostoru. Obe instalaciji povezuje tretja instalacija z naslovom Simbiom. Pri zasnovi razstave sem razmišljala v neki ekspanziji človeštva, taki vsesplošni, tako tehnološki, biološki, in to nekako v kontekstu instalacije Inspiri. Tako da je to ta soba vdiha, ima v sredini stolp tekočine, v kateri je bakterija Mycobacterium vacae. To je bakterija, ki ugodno vpliva na serotoninski sistem in se potem ljudje bolje počutimo, če jo vdihujemo, zato lahko tukaj tudi vdihnemo. Pri vdihu, pri inspiriju je seveda vdih nujen, ker to rabimo za preživetje in se zdi zelo lepo, da dobimo neko bakterijo v svoje telo, ki nam bo pomagala se lepše počutiti, a po drugi strani je tukaj še tihi komentar ta, da doza, ki jo dobimo, si je ne moremo izbrati sami. Doza je vedno nekje že določena od nekega sistema, od neke pozicije v družbi, mogoče v pozicije v celotnem planetarnem metabolizmu. In to je seveda neka soba širitve, življenja, ekspanzije in tega splošnega človeškega navdušenja, kaj vse zmoremo, tako tehnološko kot biološko, kot številčno, kako smo se razmnožili na planetu. Medtem ko soba izdiha oziroma ekspirija je pa soba, v kateri lahko začutimo tisto nekaj drugega, kaj se zgodi z vsemi ostalimi, ko se mi širimo, kako se njihov prostor krči, kaj izumira, kako izumira. In tam konkretno pri tisti instalaciji lahko vsak obiskovalec vdihne svoje mikrobiom iz svojih pljuč na agar, kjer se gojijo potem te skupne bakterije, to so nekako taka skupinska pljuča vseh obiskovalcev. Te izločke nekako probamo spirati v instalaciji z izvlečkom ciprese, te pokopališke ciprese, ki jo najdemo na marsikaterem pokopališču po Sloveniji. Ampak vendar se ne da vsega tega sprati, zato se to izgori na zemlji, kamor padajo kapljice s temi izločki. V vsem tem kroženju med vdihom in izdihom stoji Simbiom kot instalacija, v kateri je naseljena deteljica, rdeča detelja, ki je v simbiozi z bakterijo Rhizobium in v tej simbiozi proizvaja seveda nam zelo potrebni kisik, pa tudi dušik, ki je zelo potreben za človeško prehrano, ker ga uporabljamo za obogatitev zemlje, na kateri rastejo naše rastline. Postavitev simbioma kot osrednje instalacije sem naredila zaradi tega, ker sem hotela komentirati na dejstvo, da poleg vsega te širitve človeštva in krčitve drugih habitatov in živalskih vrst, obstaja tukaj nek proces, ki je nujen za obstoj vsega in tudi nas. Tako da je simbioza kot nek način pogajanja med različnimi organizmi odgovor na to, kako pride do nekega trajnostnega razmišljanja oziroma delovanja na tem planetu. Ker simbioza sama po sebi ni neko idealiziran odnos, še vedno, ko sta dva organizma v simbiozi, če postanejo nekako snovi nedostopne enemu organizmu, jih tudi drugi ne dobi določenih. Tako da se morate skozi pogajati, se razumeti in si podajati snovi, kolikor je le mogoče.
Tako da tako neko pogajanje z ostalimi živalskimi, rastlinskimi organizmi bi bilo zelo produktivno, po mojem mnenju, za človeško vrsto. Sistem vseh treh instalacij je povezan z cevmi in med cevmi so tudi biomi. V biomih so naseljeni različni rastline, živali, tudi živalske vrste, ki izumirajo, ampak to na način, da v teh biomih v biome sem postavila gojišče in na gojišče postavila predmete, iz katerih so zrasli mikrobiomi teh predmetov. In te mikrobiomi so v bistvu gljive, arheje in bakterije, ki rastejo na vseh živih bitjih. In so nekako tudi povezovalni del vseh živih bitij, zaradi tega, ker s tistimi živalskimi vrstami ali pa tudi ljudmi, s katerimi si delimo svoj bivanjski prostor, si delimo tudi te mikrobiome. V prostoru, ki je širitve oziroma inspirija, imamo 3 mikrobiome, ki nekako kažejo na živost življenja. In tukaj so človeški mikrobiom, gobji mikrobiom, ptičji mikrobiom, mačji mikrobiom in pa rastlinski mikrobiom. Medtem ko v tem drugem prostoru, v prostoru ekspirija, pa so mikrobiomi, ki kažejo na to krčitev življenja in tam imamo zemljo onesnaženo s plastiko, korale, kamne vulkanskega izvora in pa kost industrijskega piščanca. Prav recimo industrijski piščanec je taka zelo zanimiva vrsta, ki nam zelo veliko lahko pove o tem, kako mi delamo človeštvo dela z živalskimi vrstami na tem planetu. To pa zato, ker zaradi industrijskega piščanca, ki smo ga vzeli kot nek standard neke živalske vrste, je izumrlo 50% ostalih vrst piščancev. Poleg tega pa še so raziskave pokazale, če bi v tem trenutku cel planet zalila lava in bi se začela delati nova fosilna goriva, bi bilo največ fosilnih goriv iz industrijskega piščanca, ker ga toliko pridelamo. Tako da to je zelo ena taka zanimiv podatek, ki nam pove o tem, kako kljub temu, da neko vrsto preferiramo, druge izumirajo zaradi tega. In lahko v prihodnje, ko bojo, ne vem, čez 100 let kopali po zemlji in se spraševali v naši civilizaciji, bo mogoče te kosti znak te naše civilizacije. Cel sistem instalacij Zemljestik je potopljen oziroma ozvočen z zvokom, ki ga jaz imenujem intrafluks. To je ta pretočnost vsega in nekega tega planetarnega metabolizma, tako da v njem je tako kapljanje kot izgorevanje na vroči zemlji in tako različni elementi. Gre za to, da sem hotela, da ni važno, v kateri sobi je obiskovalec, se počuti del širše slike. Veliko ljudi me sprašuje, če je ta razstava komentar o prihodnosti ali je to sedanjost. Če sem čisto odkrita, je to zame oboje. Istočasno je to sedanjost, ki se, če se dobro razmislimo, zavestimo svoj položaj, vidimo, da so nam doze česarkoli zelo natančno določene. Istočasno pa narava, ki izginja pred našimi očmi, ni še do te mere izginila, kakor je v tej instalaciji, pa vendar mogoče nekega dne bo doze narave zelo drago določene.